Moja družba in lep dober dan. Danes vam bom predstavila 3 stvari, o katerih naj ne bi govorili naokoli. To govorim iz svojih izkušenj, ker vem, kako je potekalo moje življenje. Saj sem bila ves čas odprta knjiga, še sedaj sem bolj odprta knjiga, ampak to, kar jaz vam predstavljam kot neke življenjske izkušnje in lekcije, je drugo kot pa tisto, kar sem nekoč govorila vse povsod naokoli in si mislila, da to s tem ni nič narobe. 3 stvari, o katerih naj ne bi govorili naokoli, so finančne podrobnosti, osebni cilji in pa družinski spori. In glede finančnih podrobnosti je to takole, ker veste, denar zelo sproži čustva. Jaz to zelo dobro vem, ko tukaj dajem objavo o denarju, bo takoj dosti večji doseg, kot pa če bom govorila o zdravju. Tak pač je, taki smo ljudje. Denar sproži čustva in povzroči pohlep, ljubosumje in negotovost, ter tako spremeni dojemanje ljudi, tudi o vas, ker zdaj, če boste vi govorili, sem v nenehnem pomanjkanju, ne vem, kam bi plačeval položnice, vas bodo imeli ljudje za reveža. Če boste pa vi govorili, da ste dobili na lotu, pa bodo nekateri želeli vas izkoristiti, nekateri bodo ljubosumni in vse to bo ves čas okoli vas potem ena negativna energija, ki vam je ni potrebno imeti zaradi tega. In kar se pa tiče tiste druge točke, osebni cilji, je pa tak. Vse osebne cilje je dosti krat, naprimer zdaj, če se vi lotevate nižanja telesne teže, pa če ljudem poveste, da to delate, da delate na tem, boste lahko čutili tudi motivacijo. Če pa boste vi vse svoje osebne cilje govorili vsem ljudem naokoli, vam lahko ta motivacija pade. Celo to so dognanja psihologov in jaz sama pri sebi vem, da so že na moje osebne cilje bili ljudje mnogokrat ljubosumni. V veliko primerih. In to pa zato, ker tudi imam veliko idej in sem te svoje ideje na veliko razlagala okoli, ker sem bila ponosna na se, da imam toliko idej in je že bila ljubosumnost v ozadju. Zato tudi pri osebnih ciljih imejte svoje meje. Kar se pa tiče družinskih sporov, je pa tako, več bomo širili te družinske spore naokoli, večji bodo. To je zmeraj tako. Več govorimo negativno, bolj se negativno širi. Zato vam iz vsega srca priporočam, da finančne podrobnosti, osebne cilje in pa družinske spore resnično zadržite bolj zase, da postavite meje, ne zdaj, da ste totalno zaprti, pa nič nikoli z nikomer ne debatirate, ampak imejte meje. To je zelo pomembno. Afirmacija, ki je pa temu nekako sovpada, je pa v svojem življenju ohranjam svoje meje in zasebnost. Potrebno je ohranjati zasebnost. Lepo se imejte, se javim, ko bo tako naneslo. Pa, pa!